Na srečanju s svetovnimi mediji je Samuel Žbogar nakazal, kaj je po 2 letih članstva v Varnostnem svetu spoznala Slovenija. There is a great lack of trust within the council, within the international community. There's a lack of political will. Predvsem zaradi 5 stalnih članic in njihovih interesov je Varnostni svet neučinkovit, pogosto blokiran, nasploh so se Združeni narodi znašli v hudi krizi. Po eni strani je ta finančna kriza, ki je zelo resna, po drugi strani pa se OZN odriva iz vseh mogočih dogovorov reševanja konfliktov, pa ne govorim samo o Združenih državah. Te imajo vodilno vlogo pri reševanju največjih kriz. V Varnostnem svetu je tudi Slovenija, sicer z nekaj zadržki, potrdila Trumpov mirovni načrt in konec vojne v Gazi, saj je bil edina možnost. One so edine tiste, ki so bile v tem trenutku sposobne doseči ta dogovor. Hkrati so pa tudi Združene države bile tiste, ki so omogočile, da je ta vojna toliko časa trajala. Brez orožja, brez podpore Združenih držav, tudi Izrael ne bi toliko časa bombardiral Gaze. Slovenija ne more upogibati sveta po svojih željah, lahko pa izrazi mnenje. Sedež za diplomatsko pogajalsko mizo je, kot pravi Žbogar, dobro izkoristila. Mislim, da imamo zdaj dosti bolj jasen glas za svoje zunanje politike, mogoče kot smo imeli prej. Slovenija bo tako z decembrskim predsedovanjem zaključila 2-letno obdobje, ko je bila nestalna članica Varnostnega sveta. Ob tem se začenjajo tudi razprave o nasledniku ali naslednici generalnega sekretarja Guterreša. V diplomatskih krogih kot eno od možnosti omenjajo ministrico Tanjo Fajon. Evropa je ravno ko imela 10 let generalnega sekretarja, težko vidim, da bi članice OZN ponovno potrdile nekega Evropejca ali pa Evropejko. In če Slovenija morda ne bo prispevala prve generalne sekretarke, pa je polepšala sobo, ki vsak mesec pripada predsedujočemu v Varnostnem svetu. Dotrajano opremo so zamenjali stoli Rex, Nika Kralja in svetila za koncev Vehovar, ki bodo v sobi tudi ostali.